veliko mojih prijateljev, ki je psihoanalitikov, mi govorijo, da imajo vedno več ljudi, ki se ne morejo nič odločiti. Ne kaj bi šli študirati, ne kaj bi sabo počeli, ne v ljubezenskem življenju, imeti otroke, ne. In to je bila tista zagata, s katero sem se jaz začela pač v tej knjigi ukvarjati. In bolj, ko sem to raziskovala, bolj sem videla, da je v bistvu to ena takšna tema, ki nas pasificira, ki nas v bistvu obrača navznoter, kjer se mi nenehno sprašujemo, kaj jaz želim, ali sem naredim pravo izbiro, počutimo se krive, tesnobni smo, manj vredne se počutimo. In to je tisti na nek način dober način socializacije, ki nam preprečuje razmišljati o družbenih problemih ali pa se organizirati o skupinskih izbirah in podobno. Tudi recimo politično se malo bolj recimo udejstvovati. Vsekakor ni alternativa nenehno delati iste stvari pa pričakovati drugačne rezultate. Jaz mislim, da smo v točki, kjer bazično imamo neko čisto pomanjkanje idej. Na splošni ravni, v politiki, v družbenih razpravah in te ideje, preizgravanje scenarijev skoraj da ne vidimo več. Preigravanje tega, kaj pa bi lahko bolje bilo v prihodnosti, je pa nujno. Jaz mislim, da nasveti so v nekem trenutku ključni za eno pomirjanje tesnobe, namreč kadar je posameznik v zagato navadno išče nekega gospodarja. Psihološko, takrat, ko smo zelo tesnobi, se na žalost hitro navežemo na lahko relativno totalitarnega ali pa avtoritarnega voditelja. Zato imajo v teh trenutkih ekonomske krize ali pa raznih notranjih kriz, državnih kriz, takšno moč voditelji, ki delujejo, kot da nimajo dvoma. Namreč vemo iz psihoanalize, da posamezniki, ki nimajo dvoma, ki vejo, kaj je resnica ali pa kaj je pot, kaj takega, v nekem trenutku lahko delujejo kot tist magnet za ljudi, ki so polni dvoma in polni tesnob. Kadar smo seveda osebno v zagati, jasno, da iščemo na svet. Kar jaz v bistvu preizprašujem v knjigi, je pa ta industrija na svetov, ki se je pojavila v točki, ki pač nimamo več nekih tradicionalnih avtoritet. Ta industrija prvič je blazno raste, to je neizmerni profiti so. Drugič je industrija, ki je navadno polna raznovrstnih smeri, tako da ni nekih enih smeri tehle na svetu. Je pa industrija, ki jaz mislim, da do določeno mere upravlja to funkcijo, da te delno potolaži, ampak istočasno je pa hkrati povzročila tudi zelo velik zagat. Sploh ta industrija pozitivnega razmišljanja. Jaz mislim, da je tale industrija pozitivnega razmišljanja in ideologija sreče naredila toliko nesreče, kot najbrž redko katere ideologije prej. Psihoanaliza pokazala, da je recimo ideja utilitarizma, da ljudje živijo na način, kjer želijo maksimalizirati svoje užitke, svoje zadovoljstvo in minimalizirati bolečino, da ta teza ne drži. Nažalost, ljudje velikrat naredijo vse, da ne bi uživali vse, da ne bi bili zadovoljni in nažalost ne na zavedni ravni, najdejo nek paradoksni užitek tudi v bolečini. Ideja je bila na začetku, a res se lahko vsak obogati, ali mora nujno tisti, ki enkrat obogati, pravzaprav zadnji pustiti celo vrsto revežev, ali lahko eden uspe. To je v biznisu potem z darwinistično ideologijo našlo neko rešitev. Preživetje najmočnejših, ki pa je dobilo tudi seveda stransko ideologijo, to, da za svoj lastni uspeh moraš nekoga drugega uničiti. In ta tekmovalnost je danes povsod. Etične vrednote so v bistvu sedanjost, preteklost in prihodnost, ampak nažalost so etične vrednote velikokrat tisti balast, tisti ideološki konstrukt, ki nam omogoča, da lahko delamo, kaj hočemo, če le nekako se lahko za tem balastom skrijemo. Tako da jaz nimam preveč rada
strašnih razprav o etiki. Mislim, tako, rajš imam videti etično ravnanje v raznih situacijah, kjer se pravzaprav o tem, da smo etično ravnali, ne daje na velik zvon.